Živjo! Pozdravljeni v Digitalijah. Zadnjič so me fantje in dekleta na Simobilu spraševali: poslušaj, Jonas, a greš ti sploh kaj na dopust in kaj bo z Digitalijami čez poletja, sploh bojo? Sem jim rekel: poslušajte, fantje in dekleta s Simobila, zame dopusta ni, Digitalije bojo, imam vse pripravljen, plan narejen, že vnaprej veliko posnetega materiala, tako da ni problema. V današnjih Digitalijah bomo govorili o messagih na iPhonu in iPadu. Točno. Glih zadnjič me je Crnkovič spraševal, zakaj dobiva ene message na iPhone, ene pa na iPad in v čem je finta in zakaj je taka zbrka. Tako. Programček Messages na iPhonu, iPadu in po novem tudi na Applovih računalnikih je seveda logično namenjen pošiljanju in sprejemanju kratkih sporočil. Tule je recimo primer SMS razgovora z enim od mojih številnih bratrancev. Vsi moji odgovori, čeprav sem zelo redkobeseden, kot vidite, so označeni z zeleno barvo. In tudi, pozor, gumb za pošiljanje sporočila Send je označen z zeleno. Zakaj to poudarjam? Zelena že na prvi pogled pove, da gre za običajna SMS sporočila ali MMS sporočila, kot jih že dolgo poznamo. iPhone pa zna pošiljati tudi sporočila preko interneta in v tem primeru so moji odgovori, tule recimo pri Godlerju, kjer se pogovarjava o najini ljubezni, označeni z modro barvo in tudi gumb za pošiljanje je moder. In še ena stvar, ki jo moramo vedeti o programčku Messages je, kako nastaviti, kdaj se bo dotični telefon ali iPad ali računalnik odzval na prihajajoče sporočilo. Takole, Messages v settingsih, tule Receive at. Pod tole nastavitvijo lahko zelo natančno nastavimo, kdaj in v katerem primeru se bo telefon odzval na prihajajoči message in zapiskal. Če se pri vzetih vrednosti ne dotikamo, bodo namreč hkrati piskali in iPhone, in iPad, in še računalnik, če ga imate, česar pa v bistvu najbrž nočemo. Danes o tem. Samo moment. Halo? Ne morem zdaj, snemam. Snemam, no? Ja, ok. Ja. Jaz od tebe. Ajde, dio, snemam. Godler je bil.